najmlajši član slovenske gluhe reprezentance v košarki. Tudi naš veliki mladi star komaj 14 let. Maks, povej nam, kdaj si pravzaprav začel trenirati košarko in kdo te je pravzaprav spodbudil, da si začel igrati košarko? Košarko sem že začel trenirati v bistvu na začetku 6. razreda. Takrat sem bil star 11 let ali 12 let. Za košarko so me navdušili prijatelji in tudi v prostem času smo pač veliko igrali košarko in mi je to bilo všeč in sem tako začel trenirati košarko. Kje pa sedaj treniraš košarko? Košarko zdaj treniram v KK Celje. Prejšnjo sezono sem pa treniral v Keleji, tudi v Celju. Sedaj pa si članski, zdaj si v reprezentanci mladih U14, slovenski reprezentanci U14. Kakšna pravzaprav je razlika, recimo, ko igraš v reprezentanci U14 ali pa v reprezentanci gluhih, v kateri si tako postal? Ja, to je velika razlika, ne. Tam so vsi stari, tako kot jaz, ne. Noben še ni tako razvit fizično, še nimajo tako mišic kot tukaj, ne. Pač tukaj so vsi bolj močni, nekateri so tudi višji in je težje proti njim igrati. Katero pozicijo pa igraš v reprezentanci slišečih, pa katero tukaj v reprezentanci gluhih? V reprezentanci slišečih igram pozicijo 1 ali pa 2. Tukaj v reprezentanci gluhih pa igram pozicijo 2 ali pa 3, to je krilo. In nikoli ne začnem, ampak vedno sem pripravljen, da me bojo dali v igro. Tukaj v Malagi si prvič tekmuješ med gluhimi. Kako je bilo, recimo, ko si prvič vstopil na tekmi proti Litvi, kako si se počutil? Bilo kaj treme? Ja, na začetku pač me ni bilo tako strah, ampak ja, sem imel to pozitivno tremo, ne. Pač ni me bilo zdaj strah, ampak pač bil sem tudi vesel, da sem tukaj, ampak me je bilo tako strah, ker sem hotel pač tudi videti, kako je igrati proti njim. Zelo težko je igrati, najtežje igrati brez polžjega vsadka, recimo, ne. Kako razumeš, recimo, trenerje, recimo, ko ga nimaš ali pa tako na igrišču? Ja, pač trenerje ne slišim, ne. Ampak večkrat pogledam proti njima, če mi kaj pokažeta. Če pa se kdaj igra malo ustavi, pa pridem do njiju in mi ona poveta, kaj naj naredim ali pa kaj sem narobe naredil in da bom pol popravil. V reprezentanci večina igralcev uporablja znakovni jezik. Kako pa si ti z znakovnim jezikom te kaj navdušilo, si se kaj naučil? Ja, pač tega znakovnega jezika sem se naučil v bistvu čisto malo, ampak se z njimi lahko sporazumevam. Pač neke stvari že znam pokazati, ne. Pa tudi nekateri, ko imajo polžji vsadek, z njimi se pa besedno sporazumevam. Lahko pokažeš, katero kretnjo si se naučil, ali pa katero ti najbolj takole izstopa, pa je poznaš Ja, pa pokažeš? hvala,
moje ime je Max. Pač tako, znam nekaj pokazati, pa zakaj? Odlično ti gre, odlično. Miha Zupan, tudi znan košarkaš med gluhimi in slišečimi, te nekako vzel pod okrilje, skupaj sta tudi v sobi. Imaš kakšno strahno spoštovanje do Mihe, kako Ja, z njim? z njim je zelo fajn, se dobro razumeva, sem vesel, da smo skupaj in da smo prijatelja. On me tudi je naučil kar nekaj stvari, pač glede treningov, glede tako, kako naj bom sproščen na tekmi, da nisem živčen, pa tako, da kot cela ekipa dobro igramo. Kateri pa še tak konkretno njegov nasvet pa ti je prišel že prav? Ali pa ti pride prav? Kakšen tak konkreten nasvet? Ko sem ga že slišal. Ja. Pač, da se je vedno treba boriti do konca, da ne smeš kar obupati, pač vedno se je treba boriti do konca. To nam Miha velikokrat govori in to je res pač, se strinjam s tem. Tvoja mama morda ni bila najbolj navdušena, da odhajaš na evropsko prvenstvo v košarki. Kako si jo uspel prepričati? Pač, moj ati je bil zato zelo vesel. Pač ati me spodbuja za to. Mami v bistvu se je samo bala. Drugače njej tudi zdaj je ponosna na mene, je všeč. Ampak ona se je samo bala, da so vsi višji od mene, bolj močni in da bom jaz z njimi težko igral. Kako si jo uspel prepričati? Sej nisem jaz prepričal, ampak sej je pol videla, da je to v bistvu neka priložnost in da se bom tudi veliko naučil. Čez eno leto, ko boš tudi končal osnovno šolo, si že kaj razmišljal, v katero smer te vleče nadaljnje šolanje? Pač vseeno bi še jaz nadaljeval s košarko, ker mi je všeč. Za poklic pa še res ne vem, ali bi šel na gimnazijo, ali bi šel v neko smer. To še pa še zdaj odločam in pač spoznavam, se sporazumevam in razmišljam. Še zadnji, ste na koncu. Kakšne so pa kaj nasplošno tvoje želje glede košarke, nasplošno v življenju glede košarke nasplošno? Pač v košarki želim biti dober, uspešen. Pač glavni cilj mi je, da bi prišel v NBA, pa tudi če to ne bo, da bi vsaj igral še tukaj v reprezentanci gluhih, pa da bi košarko igral dobro, pač kvalitetno košarko, pa da bi s svojimi soigralci med tekmo imeli fajn. Saj ni košarka samo to, da gledaš rezultat, pa kako samo za tekmo, ampak vse skupaj, da igraš s srcem,
da ti je všeč ta šport. Hvala ti in res ti želimo veliko sreče tudi naprej. Hvala.